Pozdravljeni! Pred nami je zadnji briefing pred veliko nagrado Italije. Imamo kar nekaj zanimivih tem, zato je najboljše, da si jih kar lotimo. Tudi danes bomo v zadnjem briefingu začeli s komentarjem kvalifikacij, kaj je vse zanimivega in omembe vrednega smo videli tam. Nato se bomo spustili na ritem, kateri je bil izračunan na podlagi podatkov drugega prostega treninga. Na koncu se bomo pa ustavili pri možnih strategijah, vsaj mojemu osebnemu videnju možnih strategij. A pred tem se bomo začeli ubadati z izjemno zanimivim vprašanjem. Namreč, zakaj je Ferrari v sezoni 2020 tu v Monzi pokazal tako izjemno slabo formo? Namreč v sezoni 2019 so bili vodilni, tudi v sezoni 2018 so naredili tisti najhitrejši krog, katerega rekord smo videli, da je danes padal. A kje je razlog? Mnogi navdušenci menijo, da vse izvira iz tiste direktive FIA, kjer so zapisali, kako se po novem meri pretok goriva. In mnogi tuji časniki so zaračunali, da je Ferrari izgubil ogromno število konjskih moči. Sicer argumenti, katere so predstavili, mene niso nikoli prepričali, ukolikor mislite, kaj ti iz podatkov GPS-a ne vem, kako se izračuna konjske moči. To nam pove položaj boloida na progi, a ne pove nam, kak zračni upor ima in kako prijem, vezano tudi na tisti pospešek, ki ga lahko ima. A pustimo sedaj to pri strani. Namreč dobil sem graf kroga Charlesa Leclerca, Maxa Verstappena in Lewisa Hamiltona iz drugega prostega treninga. In tu lahko vidimo istočasno, kakšna je bila hitrost bolida in kak je bil položaj stopalke za plin. In prav iz tega bomo lahko marsikaj razbrali. Prva zanimivost je tista vezana na položaj stopalke za plin Charlesa Leclerca tik pred lezmom. Namreč vidimo, da ni tiščal do konca kot oba njegova kolega. Namreč lahko je izgubil oprijem, lahko je imel kakšne težave, lahko senzor ni deloval pravilno, ali je hotel iti skozi prvi ovinek lezmo s čim višjimi obrati, kar je tudi razvidno iz grafa in seveda tudi hitrosti. Druga zanimivost je tam okrog variante Ascari, kjer vidimo resno, po mojem osebnem mnenju, napako na senzorju pri podatkih za Maxa Verstappena. Črte so preveč ravne na grafu, da bi bile realne, a to je moje videnje. A vseeno ne prva, ne druga zadeva ne popravi tistega vtisa, kateri je skrit za določenimi podatki, kateri se ponavljajo skozi celotno progo. Če pogledamo položaj stopalke za plin pri Charlesu Leclercu, bomo kaj hitro ugotovili, da je prvi, ki spusti plin in prvi, ki doda plin. In to na vseh tistih ovinkih, kjer so grafi med vsemi temi tremi vozniki podobni. In seveda, kdo bi lahko rekel, pa kaj je tako slabega? Spustil je plin, prej ga je dodal, na koncu bi moralo biti enako. Niti ne. Če primerjamo tiste ovinke, koliko hitrosti je nesel v sabo od začetka do konca ovinka, bomo videli, da Charles Leclerc sploh ni bil hiter. Sicer pri pospeševanju smo videli na določenih delih, da je imel najvišjo končno hitrost, a kaj, ko jo je v ovinku izgubil? Iz tega bi lahko sklepali, da težava sploh ni v pogonskem sklopu, temveč v sami šasiji, kar so potrdili na primer Mauro Forghieri, menim tudi sam, da je tako, in mnogi drugi strokovnjaki so tudi takega mnenja, čeprav mediji ponavljajo še zmeraj tisto zgodbo o pogonskem sklopu z manj konjskimi močmi. A vseeno iz grafa mislim, da je razvidno, da je težava drugje. In prav taki podatki so tisti, ki nam, navdušencem, lahko pokažejo marsikaj. Žal jih nimamo zmeraj na razpolago, da bi lahko videli, zakaj pravzaprav gre.
A vseeno mislim, da je neka zanimivost, katera bo lahko marsikomu odprla oči. A pojdimo naprej. Mislim, da nisem edini, ki so ga kvalifikacije za veliko nagrado Italije pustile dobesedno odprtih ust. Namreč rekordni krog Lewisa Hamiltona meji že malce na neverjetno. Priznam, sem velik navdušenec Formule 1, a znano je, da ne navijam za nobeno sedanjo ekipo. A nisem pričakoval, da bosta oba voznika tovarniške ekipe Mercedes s tako lahkoto zbrisala tisti mejnik, ki ga je postavil Kimi Raikkonen na kvalifikacijah leta 2018. Namreč videli smo, da ni bilo potrebno niti sodelovanje med enim in drugim, da bi si dajala zavetrje, da bi dosegla take čase, kateri drugi si jih resno niti ne predstavljajo. Mislim, da smo videli nekaj, kar dela Formulo 1 veliko. Namreč pognala sta se oba, tako Bottas kot Hamilton, preko tistih mej, katere smo mislili, da so tam skoraj neosvojljive. In res, priznam, sam sem pričakoval potehem, da bo danes na kvalifikacijah rekord padel, ampak tam v Q3 ob idealnih pogojih s pomočjo moštvenega kolego in za, priznam, približno 500 tam okrog. To, kar je pokazal Lewis Hamilton, je daleč nad vsemi mojimi pričakovanji. A ni bila edina svetla točka teh kvalifikacij, kako pozabiti na Carlosa Sainza mlajšega. McLaren na 3. mestu v kvalifikaciji in to v Monzi, eni izmed tistih prog, katera šteje v prestižu Formule 1. Takoj za njim Sergio Perez, katerega smo navajeni približno tam okrog teh mest, a zopet prijetno presenečenje. Tisti, ki je razočaral, je Max Verstappen, komaj na 5. mestu in to nam da misliti, zakaj se je zgodil tako malce slabši rezultat. Namreč Monza je proga, kjer pogonski sklop pride do izraza. In verjetno tista moč, ki jo ima pogonski sklop Honda, ni tako velika, kot nekateri pravijo. Seveda tu se zopet navezujem na tisti prvi del, kjer smo videli, da marsikateri viri navajajo zadeve, katere se na koncu pokažejo lahko malce kot izmišljene. Vseeno v tej zasledovalni skupini bomo v nedeljo na dirki videli kar oster boj in to bo izjemno zanimivo, kajti Monza je proga, katera praktično tudi nekako poudari vrednost samega voznika. Od 3. pa tam do 10. mesta so v resnici izjemno skupaj. Tisti, ki je zopet malce razočaral, je bil Albon, katerega sem pričakoval više, a ima težave tu. Že Max Verstappen jih je imel, Albon še toliko več, mislim, da so njemu brisali generalno gledano skozi celotni vikend največ časov. A pustimo, na dirki se zna izjemno popraviti. In mislim, da smo videli kar zanimive kvalifikacije. Tisti, ki so pričakovano razočarali, so pri skuderiji Ferrari. So 7. sila, kar smo videli že na veliki nagradi Belgije in nič novega. Težko bi lahko pričakovali kak čudež, če niso pripeljali nobene tehnične izboljšave. Tisto, kar smo videli na prednjem in zadnjem aerodinamičnem profilu, je praktično pričakovano zaradi karakteristik proge. Kaj novega ni bilo in to je žalostno. Praktično v trenutku, ko je Mercedes postavil tako enkraten krog. In seveda sedaj je trenutek, da si pogledamo ritem, kjer vidimo, da je tabela taka, da v bistvu odraža tisto, kar smo videli na kvalifikacijah. Mercedes je stopnjo pred ostalimi, a na to so vsi skupaj. Res dobro znano je, da avtorji ponavadi Ferrariju oprostijo kakšen slabši rezultat, zato ga vidimo na takih razpredelnicah više, kot je potem na dirki. A če vzamemo malce, popravka na tistih desetinkah, bomo videli, da so tam okrog 7. mesta, kamor po moje spadajo. In tako pričakujem tudi na jutrišnji dirki. In kot sem povedal, njihove težave niso v pogonskem sklopu. Seveda ne pomaga jim tista tehnična direktiva, a težave so drugje, kar govorimo že kar nekaj tednov.
In videli smo tudi tisto zanimivo strategijo, katero so izbrali pri Mercedesu. Na prvem delu kvalifikacij v Q1 so uporabili tisto srednjo pnevmatiko. Tako da bomo videli prvih 10 začeti dirko za veliko nagrado Italije enostavno na pnevmatiki soft, kar je zopet pričakovano po svoje, še posebej, če smo pogledali, kaj se je dogajalo lani. In sedaj imajo vsi vozniki praktično iste opcije, dokaj fleksibilno strategijo. En postanek, kar je v Monzi nekako pričakovano, ukolikor ne pride kakega varnostnega avtomobila, in odvisno, kdaj se bodo to odločili, ali bodo vzeli pnevmatiko medium ali pnevmatiko hard. Če se ustavijo prej pnevmatika hard, če se ustavijo kasneje pnevmatika medium. Mislim, da razlike med eno in drugo pnevmatiko so minimalne in se bodo res razlikovale od tipa šasije do tipa šasije. Torej pri ekipah najbolje vejo, kakšne lastnosti ima določen bolid Formule 1. Za nas, navdušence, bi moralo biti to vse eno. Vse je res odvisno od tega, kdaj se bo kdo ustavil. Če se kdo sprašuje, zakaj tu ni priporočljivo imeti 2 postankov, seveda, če ni nujno, zaradi tega, ker so boksi praktično nasproti tiste štartno-ciljne ravnine, kjer grejo vsi bolidi na polno in je izguba časa res ogromna. Mi se dobimo z prenosom komentarja dirke Velike nagrade Italije na Facebooku ob 14:45, kjer se bomo kot ponavadi v prvih 25 minutah pogledali, kakšne pnevmatike imajo še vsi vozniki na razpolago, kaj pravi Pirelli za možne strategije, kot ponavadi bomo tudi pokomentirali, zakaj so realne, zakaj niso, pogledali si bomo še razne zanimivosti in skupaj obdelali celo dirko. Ta zadnji briefing naj vam bo neko vodilo v razmišljanje, kaj lahko pričakujete od jutrišnje dirke. Seveda za tiste, ki gledajo samo za zmago, kot ponavadi izgleda situacija precej dolgočasna, a mislim, da za tisto 3. stopničko bomo gledali kaj srdit boj. In nikjer ne piše, da bosta tako Bottas kot Hamilton tudi končala dirko, a vse bomo videli jutri. Zaenkrat pa hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.